Vulkan Majon je začel bruhati lavo. Filipinske oblasti so pričele prisilno evakuacijo lokalnih prebivalcev, ki živijo ob vznožju vulkana. Več kot 120.000 prebivalcev je že na varnem v evakuacijskih središčih, kjer je poskrbljeno za njihovo varnost. Posnetki prikazujejo debelejše tokove lave, ki prihajajo iz kraterja vulkana. Ameriški nacionalni vremenarski inštitut je izdal opozorilo za možnost poplav vzdolž reke Delaware. Opozorili so na možnost razlivanja vode pomešane z ledom in snegom. Opozorilo velja tudi za dele Pensilvanije in New Jerseyja, ki se razprostirata na obeh straneh reke. Ledena marmelada, kot so jo imenovali vremenoslovci, je že prestopila nekatere dele bregov in poplavila regionalne in državne ceste. Voznike opozarjajo, naj ne vozijo z avtomobili in tovornjaki po poplavljenih območjih, saj je lahko voda veliko globlja, kot si predstavljajo. V Džakarti je v torek v Pomorskem muzeju zagorelo. Požar je poškodoval muzejsko zbirko in arheološke najdbe z tega področja. Gasilske službe so sporočile, da ni bilo nobenih žrtev. Prebivalce in zaposlene so evakuirali v skladu z načrtom evakuacije. V osrednji Kolumbiji se je zrušil deloma zgrajen most, pri tem pa je umrlo najmanj 9 gradbenih delavcev, vsaj 5 pa jih je poškodovanih. Most je v Čirahari in je del avtoceste, ki povezuje prestolnico Bogoto in mesto Villavicencio. Ni bil še dokončan in zaradi tega še nejavno dostopen. Preiskava o vzroku za zrušitev še poteka. Preko družbenih omrežij se širi posnetek reševanja otroka med požarom iz začetka leta v visoki stavbi v državi Georgia v Združenih državah Amerike. Gasilci so v svoje naročje lovili otroke, ki so jih ujeti stanovalci vrgli z balkona, tako da bi jih čim prej rešili pred ognjenimi zublji.